cena... Jo, narodno je. Jo, a veš, kaj boste zdajle eni rekli? Rekli boste, ja pa končno! Ne, res boš videl, ko mi čakam, da ti pokažem. In to se bo zgodil prvič v skoraj, 5 letih komotra minute, ampak bo pa vse skupaj obenem tudi zelo sladko kislo. A veš zakaj? Ker je končno prišel čas za ta prvega Subaruja. Samo da je pač hibriden, pa da je opremljen z avtomatskim CV menjalnikom. Se to so drugače vse super stvari, dovolj mi, da ti razložim, pa da ti ta novo oziroma pred kratkim prenovljeno Imprezo predstavim. Torej, stari, tole, kar gledaš v tem trenutku, je Subaru Impreza e-Boxer. Pa kakšen e-človek, kva je s tabo, ne mi Subaru pa e-mešati, kva je zdaj to? Subaru, tako kot čist vse druge avtomobilske znamke, ki jim ni čist vsem, kaj se bo z njimi zgodil, se počas in vztrajno podaja na pot elektrifikacije. Ta generacija Impreze je bila prvič predstavljena kdaj? Se mi zdi, da 2016, a pa dajmo reči v začetku 2017. In pred kratkim jo je Subaru prenovil, nič ti nam zameril, če ne boš razliko opazil, ker jih ni veliko oziroma niso izrazite. Lahko ti jih pa pokažem, le. Recimo, a vidiš tole kromasto letico, ki je na hokejska ali pa golf palca je, ne? Prej je bila ta bistveno krajša, pa pomaknjena je bila višji, pa tale odprtina oziroma plastika, ki jo vidiš, ki se veže oziroma pelje od enega skrajnega konca odbijača do drugega, je bila prej tukaj prekinjena, zdaj pa ni. Imaš en tak črn plastičen pas, v katerega je integrirana tudi odprtina za hlajenje in tako naprej v eni sami potezi. Pa se veš, to so te standardne kozmetične fore, ne? Ker se avto prenovi, se pač malo spremeni masko, malo pri žarometih, malo pri meglenkah, pa pičimo dalje. No, zdaj pa imamo pa počas na motor, jaz bi ga rad pokazal, samo da najdem. Kje si ti? Tlele si? Tale ga kar žeži, ja? V glavnem, le, kaj sem naredil, jaz si bom dovolil tole plastiko odstraniti, ker se mi zdi prav, da pokažem njegovo srce. To se pravi, gre za 2-litrski bokserski motor. Ej, saj pri bokserskem motorju veš, kako grejo bati, ne? Veš, da ne grejo gor pa dol, kot recimo pri vrstnem motorju, ki so en za drugim, ne? Ne. Kaj pa, da veš takole pošrek, oziroma ustran gor? Ne, ti si pa motor V oblike, ne? A veš, kaj doskrat slišiš, da rečem V6, V8, vem, da so to osnove, pa predvsem Subarujevci so zdaj že zdavni oboler, kva človek razlagajo. Jaz vem, da vi veste, ampak mrzdo, ki pa gleda, mu kakšne stvari mogoče niso čist najbolj jasne, pa bi jih zato rad razložil. A veš, zato ker pri bokserskem motorju grejo pa bati tako. Pravzaprav vodoravno šopajo en stran od drugega. In če bi si ti želel pogledati vrh bata, bi videl, da model boksa proti tebi. Takole, vodoravno. Pa bokserji se zdaj za glavo držijo, ker jaz v lifeu nisem bokser in sem verjetno vse narobe naredil. Zakaj pa to Subaru dela? Kakšne so prednosti bokserskega motorja? Se konec koncev se z njim že praktično od vsega začetka hvali tudi Porsche. Pa zakaj on razlaga take osnove? Vem, stari, razumem, ampak veliko ljudi tega ne ve. Dajmo jih izobraziti, pa bodo oni pol to znanje širili naprej. Pa bo pa še več ljudi vedeli. Sam še boljši. V glavnem, stari, ena glavnih prednosti bokserskega motorja je predvsem nizko težišče. Vse, če pomisliš, je logično, ne? Če te vali tolčejo gor pa dol, je težišče avtomatično višje. Pa če imaš v V obliki valje, je tudi težišče razmeroma visoko. Če jih pa ti v poden spustiš, pa ti šopajo levo, desno, pa ti že malo drugače. In to je tudi eden izmed načinov, s katerim Subaru, tudi z Imprezo, ki je pravzaprav zelo ekološko, a okoljevarstveno naravnana, dosega odlične vozne lastnosti, kljub temu prijemo pol od tega, da se recimo ful nagiba, ne? Ampak nizko težišče motorja, to je ful pomemben. Pa še en fun fact, a veš, koliko bokserskih motorjev je Subaru naredil od leta 66, odkar jih pač delajo? Več kot 20 milijonov. No, pa zdaj pa nazaj. To se pravi, 2-litrski bokserski motor, ker je bil obsežno prenovljen, je več kot 80% vseh delov, ki ga sestavljajo, novih, oziroma vsaj tako ali pa drugače krepko optimiziranih. No in tamle zadaj, ker tega pa vse ne moreš videti, se pa klasičnega bencinskega motorja drži tudi elektromotor. Takole nanga je pripet. In ta dva pol navor peljeta pa tudi na zadnjo os, ker ne pozabne, eden od zaščitnih znakov Subaru je valjda tudi 4-kolesen pogon, ki je mimogrede pri katerikoli Imprezi serijski. On se pa kar velikega frekerja, nisem se lotil pa porabe. Jaz moram priznati, da sem pričakoval malo manj. Ta avto je meni nucal od 7.2 do 8.3, kar je v bistvu ok, ampak glede na to, da sem se vozil razmeroma zadržano, bi vsem pričakoval vsaj ne pol litra manj. No in ta bencinski motor ti v osnovi ponudi 150 konjev. Pol imamo pa tukaj še tisti, kar ti ponudi elektromotor. To se mi zdi, da med 12 in 30 kW moči pa 66 Nm navora. In zdaj prijemo do pomembnega podatka. Tale Impreza ni klasičen hibrid, je blagi hibrid. Ampak je pa prvi blagi hibrid, v katerem sem sedel jaz, da ti dejansko toliko pomaga z elektriko, da se lahko nekaj časa, če si zelo previden, predvsem kakšna parkirišča pa tako naprej, dejansko voziš samo na štrom.
Ponavljam, blagi hibridi ponavadi tega niso sposobni. Vse to si že kdaj slišal v komotra minuti, ne? Blagi hibridi s tisto majhno zalogo električne pomoči ponavadi skrbijo za različne električne porabnike v avtomobilu, pa sem pa tja avto namenijo tudi malo dodatnega navora pri speljevanju, zaradi česa se izboljša odzivnost in tako naprej. No, vse to se dogaja tudi tukaj, ampak tukaj dejansko pa tudi čutiš, kako ti elektrika pomaga tudi na drugačen način. Drugač pa se menda veš, ne, Subaru je simetričen štirikolesen pogon, znotraj avtomobilskih krogov dosega ene vrste legendaren status, malo zaradi tega, ker ima recimo izjemno nizko težišče, malo zaradi tega, ker je zelo zanesljiv, pa tudi učinkovit pri razdelitvi namora na vse štiri kolesa. Pa ti moram tudi sam priznati, da bi se v tem pogonu še z večjim veseljem razpričal, še posebej v povezavi s kakšno VRX STI, priznam. Ampak obenem se mi zdi pa pomembno, da ti je jasno, da Subaru te svoje, bom rekel, mehanske temelje ohranja zdrave in trdne, tudi pri hibridih, kot je recimo tale Impreza e-Boxer. Tukaj noter pa, lej, če si pričakoval pristop stare šole, boš točno to tudi dobil. To se pravi, na letu boš na eno tako razmeroma zadržano okolje z malo športnega DNA, vrš učtjalec spodaj recimo na stopalke, tudi volan moram priznati, ko ga primaš v roko, daje zelo športen občutek, drugače pa veliko klasičnih stikal, vmesnik, tamle gor še en prikazovalnik, v tem trenutku, kaj vidimo na njem? Ja, Energy Flow, ampak se nič ne dogaja, pol pa klasični merilniki, ogromnih stikal na volanu, za katere pa moram pohvaliti 19 vseh skupaj, da so predvsem zelo velika. Marskomu se bo to zdelo, dajmo reči, neestetsko ali pa noč sodobno, ampak je pa ena velika prednost. Moraš biti butl, da te zadeve kiksneš, to se pravi, zelo hitro najdeš, kar si iskal. Prostor v kabini, stari, ne morem ti nič drugega reči kot to, da ga je povprečno veliko, pa ne glede na to, kakšen pristop je Subaru ubral z Imprezo, oziroma še zdrži tradicije, da ima bolj old school, pa tako, da se v kabini človek pač dobro počuti. Je pa seveda odvisen od tega, kakšne vrste uporabnik si, ne. Če si ti zdaj napaljen na touchscreene, če si napaljen na vse te sodobne pristope, ki so dostikrat povezani tudi z oblikovanjem, z minimalizmom, pa pač ti tukaj noter ne bo všeč. Jaz pa moram priznati, da sem zdaj imel par avtomobilov, ki so bili znotraj ravno v tem stilu zelo sodobni pa napredni, in ko sem se usedel v to Imprezo, sem si rekel, kva pa še, malo olajšanja sem začutil, ne. Smo že prišli v te točke, da ko vidiš gumbe, rečeš, to mi deli. Evo pa da pokažem še sredinski greben, vidiš tole ročica avtomatskega menjalnika, gre za CVT izdelek, prestopenjsko prestavljanje, čeprav imaš tudi volanske ročice, pa v bistvu zbiraš navidezne prestave. Jaz pravim pri teh avtomobilih, ki so precej umerjeni, sploh ta, da se vse skupaj prepusti avtomatiki, ker je tako konec koncev še najboljš, da se ne sekiraš. V kateri imam zdaj, ko resnici nimaš v nobeni. Ali pa še hujš, da imaš skozi v prvi. Fancy. Kar se plastike tiče, ja, veliko je tudi trde, predvsem tam med spodaj, ampak generalno gledano, moram pohvaliti, da se je Subaru kar potrudil, ne. Po drugi strani je pa veliko stikal takih zelo preprostih, da nam rekel rudimentarnih, in jaz moram reči, da na en način mi je to všeč. Dober primer sta stikali za nastavljanje jakosti gretja sedežev. Vidiš, tukaj za sprednji lev, pa sprednji desen zid. A pa čakaj, da gremo pogledati še v kufer, pazi zdaj. Kufra mimogrede za 385 litrov, tudi to, se mogoče najbolj, da si pogledaš, to je od Gizmota Box, moj ruzak, Marela, si kaj boš predstavljaš, je razmeroma plitek, ampak obenem tudi lepo dostopen, valjda to zaradi kombi limuzinske zasnove, a ni čuden. No, zdaj pa pogledaj tole lučko, ne, ta je pa res old school. Evo stari, vidiš to lučko, takole, pa takole. Ajde pa preden se fejst uščije, naj te vides ali pa mogoče preprost pristop v notranjosti ne zavede, ker je ta avto zelo pameten. Zato, da gleda predse, da lahko sam zavira, da imaš laserski tempomat, da te opozarja, če zašajtaš levo, desno, da lahko sam zažlajfa, ne samo, če ti spredi bluziš nekaj, ampak tudi, ko zapuščaš parkiran prostor, da boš ti v reverse bom prepoznal, če prehaja z leve, z desne. Kolesarji so dostikrat problem, ne? Ker so hitri, ker so razmeroma gabaritsko skromni in se ti mimogrede skrije. No, v tem primeru avto sam zažlajfa, pa tudi, če si na parkplacu, pa se peleš nazaj, pa recimo, da se ti kar naenkrat po koncu postavi drevo ali pa kakšen količek, bo avto to zaznal in bo sam zažlajfal. Pravzaprav, če se lepo peleš počasi preudarno in si načeloma previden, se je pri parkiranju praktično nemogoče zaleteti. Mislim, zaleteti, butnice je bolj težko, ne. To so najbolj annoying vozniške napake, ne, ker narediš glih toliko, da je treba porihtati, ne. Samo zato, ker si bil malo previden. Zdaj imaš česa ti v praksi ne morem pokazati, ampak ti vidiš 1, 2, 3, lej, če dam takole roko čez senco, boš mogoče lažji pa lepši videl, ne.
To so sistemi, ki pomagajo avtomobilu gledati naprej pred sebe. Drugače, da noš mislu, Subaru sisteme, ki tako ali drugače pomagajo v primeru naleta, razvija že praktično 30 let. Oni so v tej igri oziroma razvoju aktivne varnosti že zelo dolg časa in so tudi zelo napredni. Ok, zdaj pa še ta zadnja stvar, ki se nujno moramo dotakniti, sploh zato, ker govorimo o Subaruju, je kako se pa ta avto pele. Veš, je hecen in to za Subaruje velja že od nekdaj. Veliko njih osvežitev, prenov, optimiziranje bilo, recimo tudi stabilizatorji so drugače upeti. Avto se kljub vsem enim naporom, da bi postal vse bolj vzvojno tok, čvrst, se še kar nagiba, ampak to je pa ena taka hecna skrivnost, ta pa značilnost Subaruja. Veš, ta impreza se pele tako luštno, pravzaprav je zelo stabilna, vodljivost bi ocenil za odlično, kljub temu, da se skozi mečkan guncaš. Ampak feeling, ki ga dobiš ti v roke, skozi sedež v hrbet, pa skozi spodnji del sedeža v rit je, to vem, da se zdaj čudno slišal, ampak veš, skozi zadnico, ti dobiš ogromen, praktično večino informacij o tem, kaj se dogaja z avtomobilom. Skozi rt, pa skozi hrbet, skozi rame. No in v tem pogledu impreci ne samo, da nimam kaj za zameriti. Celo užival sem v ovinkih, kljub temu, da je avto tako generalno gledano okoljevarstveno naravnan in da načeloma ne spodbuja take, bom rekel, full športne vožnje. No tako, jaz mislim, da sem te glavne stvari povedal. Lotili smo se voznih lastnosti, pogona, pogonskega sklopa, vključno z menjalnikom, motorjem, pa hibridnim delom tudi. Cena... Narodno, stari, veš, da jo ne vem. Sem je napisal semle, to se pravi, to je vstopna cena, kje se začne špas. In to se mi zdi, da je to. Jaz sem ful vesel, da sem končno imel priložnost v vlogu predstaviti eno Subaru Imprezo. Je pa res, da bi pa zdaj rad popravil okus za vse tiste, ki si želite, da bi predstavil pa tudi kakšno tako, ki mogoče vse malo bolj gre, pa ima kakšne 3 črke, recimo STI na koncu imena. Tako da, če je kakšen lastnik, ki je pripravljen se z mano dol usesti pa pogovoriti o tem, da bi mi dal avto za kakšen krog, da jaz naredim kakšno vsebino, daj, stari, prosim, oglas se, pa se bomo zmenili, če boš seveda za. Tale vlog ima še en dodatek, ki na nek način, na noben način ni povezana z vsebino, ki si jo ravnokar gledal. Pa zdaj te že vnaprej opozarjam, da gre za neke vrste oglas, tako da reši se, kdor se more, razen, če mogoče misliš, da ti pa vse ne bom nekih bučk talil, pa da bi utegnil v naslednjih minuti, 2 ali pa 3 dejansko dobiti kakšno koristno informacijo. A veš, zakaj gre? Jaz sem s podjetjem Brown sodeloval pri promociji njihovega brivnika. Če spremljaš na Instagramu, pa verjetno dobro veš, zakaj gre. In ko smo se dogovarjali, sem ponudil tudi neke vrste review tukaj na YouTubeu, zdaj prosim me v glavi, da jaz testiram avtomobile. Ne testiram brivnikov. In se na brivnike in na to celotno branžo ne spoznam zelo dobro. Tako da ne bom strokoven, bom pa iskren v smislu, kaj mi je ta zadeva ponudila, če sem z njo zadovoljen in kakšne vidim, da so prednosti. Sam sekunda. Evo ga, to je ta. Sem dobro zmontiral. To je ta zadeva, gre za Brownov brivnik serije 7. Ostalih serij moram priznati, da ne poznam. In zdaj ne mi zameriti, če ne bom šel preveč v detajle. Jaz bi se rad lotil predvsem stvari, ki sem jih uporabljal jaz. Zato, ker pri sodobnih naprednih brivnikih je tako, kot pri sodobnih pa naprednih avtomobilih. A veš, omogočajo ti vse živo, ampak ni pa nujen, da boš ti kot uporabnik avtomobila ali pa brivnika vse tudi nucu. Zdaj dober primer je, Brown ne biti hudi, Glej, eden od dodatkov, ki sem ga zraven dobil, je tudi tale cleansing brush. Moram priznati, da ga tudi še odprl nisem in da ga še ne uporabljam, bom pa to počel v prihodnosti, tako da tukaj ti ne moram povedati nič. To je pravzaprav neke vrste ščetka za čiščenje obraza. Pa ni ti rečem, gremo na bistvo, prav. Zadev, ponovno dol pade. In stvari, ki so se mi zdele predvsej dobre, je za začetek tale enota. Ne vem niti, kako se uradno imenuje, dobro pa vem, kaj je sposobna narediti, zato ker vsakič, ko sem se obril, gledaš tukaj noter prije tudi kabel, to preklopaš. Zadeva je namenjena temu, da se brivnik vsakič znova očisti. In princip, po katerem deluje, je zelo preprost. Bom pokazal, kako to približno izgleda. Če se zdaj ne motim, bo naredil In tukaj spodaj je en tak kanistrček z vodo, samo v resnici ni voda, ampak je ena tekočina, ki poskrbi za to, da je ta model čist, takrat, ko ga jaz nucam. In to pač ti kupaš, odpreš in zelo previdno, da ne poliješ, porineš noter in zadeva zapreš. Priklopiš na štrom in pa se dogaja. In kar se tega tiče, tle ni višja matematika, Ti nastaviš brivnik, greš, on ga spuca, ko ga naslednjič uporabljaš, je pač čist. Fantja se je že na kuru. Gremo naprej. Druga zadeva je pa, čakaj, me stolo umaknil, kam ne dam semle. Druga zadeva je pa sam brivnik. Gre za brivnik serije 7, tako je dobil že eno bojno rano, eno prasko, zato ker pač
Meni stvari z rok letijo. Niti enkrat se nisem z njim obril na nulo, tudi zato nimam tega nastavka gor in če sem čisto iskren, ga imam v lukovci. Tam sem ga pozabil, tam sem se z njim bril prvič. Pomembna reč številka 1, ki ga Brown izpostavlja v svojih promo materialih, pa se mi dejansko zdi, pa ne da imam zdaj jaz neko hudo izklesano brado, pa ne vem kakšne prave kote na svojem piskoru. Ampak zelo fino se mi je zdelo, se ne vem, če se bo videlo, no, ampak tale glava ni prilagodljiva samo levo, desno, navzgor, navzdol, ampak pravzaprav vse smeri. Drugač pa ta prvi preizkus, pred katerega sem ga postavil, je bilo britje glave. Vem, da izvorno verjetno ni temu namenjen, ampak jaz sem rekel, poslušaj, jaz rabim eno mašino za vse in sem se z njim obril, pa sem bil precej zadovoljen. Jaz sem neki pameten, ne obrit po glavi. Ker neham tole snemat, greva direkt v kopalnico. In zdaj, ko sem jaz ta brivnik dobil v uporabo, sem zraven dobil kupenih dodatkov, ki so namenjeni tako ali pa drugače skrbi za telo. Ne samo za faco, tudi da si pristrižeš dlake na Jožko Graben, no. Ljubavni tepih. Ne bom ti zdaj kazal, fajn mi je, da ti lahko vse skupaj prilagodiš pač svojemu okusu, no. Ampak a veš, kako obriti ljubavni tepih, to me še najmanj skrbi, ne. Mene je predvsem zanimalo, kako bo mene obril tukaj. In ko sem ta prvič to naredil, sem se orang, mislim, zmotil sem se. A veš, čak se malo, da zdaj se stavim, pa ti pokažem. A ste zdaj že vsi zbežali, še kdo gleda? A ja, mimogrede bom pol dal tudi v komentarjih kakšen link, ne, zato ker Big Bang se nekaj hvali, da ima popust za to zadevo. V glavnem, ker sem se prvič bril. A veš, tole so tele nožki, ne, in potem na tele nožke nastavljaš, ne, taki nastavki so, ne, in zdaj se ne bo videl na videu. No in tukaj gor piše dolžina, ne. Od 1 do 4 so te nastavki. Se ne vem, ali se vidi, ne, v glavnem pol tudi ta posamezen del je zelo lepo prilagodljiv obrazu. No in jaz sem bil pri prejšnjem brivniku navajen, da dam na 2 mm. Tukaj pa 2 črtici ne pomeni 2 mm, ne, se začnem briti. In sem šel valjda skoraj na nulo, ne. V glavnem, in pa sem se navadil briti s trojko ali pa mogoče celo 4 in je bilo glih prav. No zdaj pa tista temeljna stvar, ne, ki bi jo mogel že od začetka povedati. Ogromno vprašanje je bilo, ne, tega ne rečem samo zato, da lahko zdaj neko vsebino naprej poridem, ne. Dejansko je bilo ogromno vprašanje s strani fantov, predvsem. A podpira mokro britje? Odgovor je da. A kaj cuka? Odgovor je ne. A si zadovoljen? Odgovor je da. S čem sem pa bil zadovoljen? S prilagodljivostjo, s hitrostjo, z uglajenostjo. Lahko edino eno stvar potrdim, in sicer to, da sem bil s tem brivnikom res zadovoljen in ga bom uporabljal tudi naprej. Več ti ne znam ali pa božjega priporočila ti ne morem dati. In to je to. Zdaj, si izvedel kaj koristnega ali ne, ali je to mogoče tudi kakšna ideja za darilo ali ne. Spodaj bom pripopal en link, da boš videl, kam te lahko to odpele. Recimo na Big Bangovo stran se hvalijo z nekimi popusti pa te fore. No in zdaj se ta vlog lahko konča. Malo me zebe, zato ker zunaj je 2 stopinje, jaz po polarju strašim, ker se mi ne da po bundo. Brit se moram posod, ne sem po glavi videl. Ajde.